Pozdravljeni in dobrodošli na konferenci Rast, drugi zapored. Moje vprašanje je, kakšen je pogled vašega podjetja na standardizacijo? Kako je vplivala ali prispevala na vašo konkurenčnost? Jo vidite kot zaviralca inovacij, kar je pogosto mnenje, oziroma kakšen odnos imate do standardizacije? Ne, za naš uspeh in za našo konkurenčno prednost je pravzaprav standardizacija ključna. Zakaj? Mi se ukvarjamo z izpustom mikrovlaken v okolje, se pravi konkretno z izpusti iz naših pralnih strojev. In ko na področju, mi smo bili prvi, ko smo tako rešitev razvili, na tem področju ni bilo nobenih standardov. Se je pa pojavila prva zakonodaja, ki je pravzaprav prehitela standard. In težave, ki so se potem pojavile, seveda so, kako pa naj podjetja sploh implementirajo te rešitve, kako naj presojajo njihovo učinkovitost, kako naj presojajo njihovo ustreznost, če pa ni nobenih standardov. In tle je bila ta ključna napaka, ki zdaj odlaga implementacijo te regulacije, zato ker zadaj ni standardov, a ne? In za nas v bistvu je ključno, da se uvedejo neki mednarodni, unificirani standardi, ki bodo v bistvu definirali metodo, kako se izpusti mikroplastike, mikrovlaken sploh določajo in potem seveda tudi metodo, kako se meri učinkovitost posameznih rešitev. Ker, a veste, ko smo mi dali filter na trg, za nas je bilo izjemno pomembno, da smo učinkoviti, mi smo imeli skozi zunanje inštitucije, ki so našo retencijo, se pravi našo učinkovitost preverjali. Ampak potem so se po parih letih se nam pridružili konkurenti, ki so preprosto v reklami napisali, ja, mi zadržimo 99,9%. Pa ni bilo res. Ampak seveda, če od zadaj nimaš standardov, si vsak lahko zmisli, kako bo po svoje prišel do teh 99% in potem je to seveda za potrošnika zelo slabo, ne? Ker mora biti en enotni standard, ki ga mora neko kompetentno telo oblikovati. Torej, kaj bi torej svetovala, ne vem, podjetjem na splošno v Sloveniji pri mogoče prehajanju iz nekih nacionalnih okvirjev na mednarodno raven za preboj, kaj je pomembno, kaj bi jim svetovala? Ja, vsekakor, kot smo se prej pogovarjali, se mi zdi, da Slovenija prepogostokrat samo sledi, ne, in caplamo in premalokrat aktivno sodelujemo v oblikovanju standardov, pravil, nasploh pač evropske zakonodaje, svetovne zakonodaje. In se mi zdi, da čeprav smo tako majhni, ne, imamo še zmeraj ene pa res prebojnih inovacij, res čudovite posameznike, ne, in je škoda, da se bolj ne povezujemo konkretno tudi s Slovenskim inštitutom za standardizacijo, kar sem jaz danes ugotovila, da se bomo bolj povezovali, ker imamo v bistvu telesa, ki bi nam pomagala, ampak se podjetje tega včasih mogoče niti ne zavedamo, no? Tako da mogoče tudi na ravni države, da se to malo povezuje. Kot rečeno, so zato tudi taki dogodki in vabljeni v naše vrste čim prej. Hvala.